Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. In Anja, taki čas je, celo poletje nismo nič igrali, morda je danes čas, da igramo na ključni članek na Wikipediji, to je najpopularnejša pisarniška igra na svetu. S Tomažem sva si jo izmislila. Tako? In dobivava ful denara za to. Zelo preprosto je, na Wikipedijo skočite, zgoraj levo so 3 črtice, kliknete in stisnete na ključna stran, pa se vam nekaj odpre, kar pomeni, da se nekaj naučite, morda pa je čisto brez veze, ali pa imate potem naslednjič v križanki, pa boste vedeli, ne? Evo recimo. In izvoli, Anja. Meni je ven vrglo jetrnik, Okay. znanstveno ime je hepatika, je rod rastlin iz družine zlatičevk. Svoje ime je rod dobil zaradi oblike listne ploskve, ki pa spominja na obliko človeških jeter. Okay. Gre za trajnice, ki uspevajo v Evropi, predvsem v predelih Azije. Zraste ta rastlina od 8 do 15 cm, take vijolične barve je. Si jo videla že kdaj? Nisem je videla še nikoli, sem pa videla zdaj tukaj na sliki in res je kot neka jetra. Ja. Je? Okay. Tako da ja, evo to. Meni pa je vrglo direkt ven to, tako sem rekel, za križanke ali pa na kakem kvizu, ne? Ko te nekdo vpraša, kaj je evlitoral? Mislim, da kaj? Evlitoral ali emerzijski pas je morski pas, ki sega v območje bibavice. Okay. Tako da zdaj vemo, evo, ne bi vedel. Evlitoral. Drugače pa lahko preživite kar nekaj časa na Wikipediji, ne? Tudi bližnica je Alt plus X na tipkovnici in lahko samo klikate. Aha, ojoj, a to je to, a nisem vedel. Wow, super, wow, glej. In ena super novica za vse, ki uporabljate pametne telefone, ki jih poganja sistem Android. Anja, ti nisi tu, ne? Ne, nisem. Imaš iPhone, ok. Če imate seveda dovolj nov telefon, ki bo lahko prejel posodobitev Android 17, ki je planirana za december letos. V 17 Google baje testira zaklepanje posameznih aplikacij, v Apple imajo že to? Ja. Ja, si lahko zakleneš Facebook dol? Ja, lahko si zakleneš, pa potem daš kodo, če se ne motim. Ok, vidiš, torej, tisti, ki uporabljamo Androide, te opcije še do zdaj ni bilo. Okay. Zdaj imamo recimo telefon zaklenjen s pinom, vzorcem, prstnim odtisom, po novi posodobitvi pa si bomo lahko torej ločeno zaklenili in zavarovali še posamezne aplikacije. Tako imajo zdaj bančne aplikacije, recimo, ne? Zdaj razmišljam, če sem se slučajno zlagala, ampak mislim, da je to. Jaz mislim, da se ti vedno lažeš, tako da možno, da tudi danes. Skratka, to se nam kmalu obeta, da si bomo lahko posamezno zaklenili recimo Facebook ali pa Instagram ali pa sporočila ali pa karkoli, ne? Samo da si potem ne nastaviš 13 različnih gesel, ne? Ja, za vsako aplikacijo, pa vse skupaj pozabiš. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 minut čez 13, profesor Križanič na petek. Lepo pozdravljen. Dober dan, kah si, mar. Petek je, ja? Pa kolega Mernik praznuje. Je. In to eno pred Abrahamom. Dobro, to zdaj najmo koliko govori, ne? Ker smo že tako vsi drugo stari tu, da je on med... Jaz nisem. Ti nisi, ne? Ne, evo. Ampak ja, vse najboljše, Andrej. Vse najboljše. In ko skočimo v leto 86, koliko je bil star? 9? Nekje, ne? Menda, ja. Jaz pa so še vojsko. Kar razlika, ja. Torej, danes bomo slišali Don't Leave Me This Way od The Communards. Za set bo The Communards se sestavljala Jimmy Somerville, se ga spomniš? Ja. Bivši frontman in pevec za set Brunski vid. Ter Richard Coles, ki je sicer po izobrazbi klasični pianist. Ime Communards sta si nadela po francoskih revolucionarnih iz 19. stoletja. Nista ravno dolgo bila skupaj, dobre 2 leti, ampak v Veliki Britaniji sta zapisala se v zgodovino. Namreč Don't Leave Me This Way ni bil samo na vrhu britanske lestvice, ampak je postal tudi single leta 86. Zraven sodeluje še Sarah Jane Morris, sicer jazz pevka in igralka.
Jimmy Somerville je postal eden najbolj prepoznavnih vokalov 80-ih let. Njegov kontratenor je segel tako visoko, da so številni ob prvem poslušanju Bronski bit mislili, da poje ženska. Njegov glas ni posledica neke posebne medicinske posebnosti, je njegov čist naravni glas. Junija je dopolnil 65 let in še vedno nastopa. Letos je zdal koncertni album Live at Blue Note Open Vivi Bellizona. Zraven je tudi seveda Don't Leave Me This Way. Lep vikend sem! In je čas za petkovo zabavno dejstvo. Juhu! Marko, Ja? si ti ljubitelj Nutelle? Ja, ko sem bil mlajši, sem zagotovo bi jo na žlico kar pojedel, ko sem odrastel, pa zvedel, da ni tako zdrava. Imam zdaj mogoče enkrat na pol leta, kupim oni mali glaž, pa tisto veš, en teden jem, pa potem sem dobil svojo dozo in potem spet nekaj časa ne. No, Okay. podjetje Ferrero, ki je proizvajalec Nutelle, je objavilo, da na leto proizvedejo približno 50.000 ton Nutelle, Wow. ki jo izdelujejo v 11 tovarnah, prodajajo pa jo v 170 državah. Si lahko misliš? Koliko je to? Ogromno. In če to zdaj malo preračunamo in vse skupaj, in še eno bolj zanimivo dejstvo, da se en kozarec Nutelle proda približno vsaki 2 sekundi. Si lahko to predstavljaš? Veš koliko, zdaj so jih že 20 prodali, dok se mi dva menima. Tako, in to pomeni, če vse skupaj tako malo preračunamo na hitro, da podjetje Ferrero proda približno 15,8 milijona kozarcev Nutelle na leto. Ogromne številke so to. In še ena novost za vse ljubitelje Nutelle. V Ameriki so letos po več kot 60 letih začeli prodajati nov okus Nutelle, in sicer Nutella Peanut, torej z arašidi. In kaj veš, mogoče bo kmalu tudi na naših policah. To sem videl nekje, jaz tudi malo tu pa tam čakam, da jo vidim kje, ker pač tako, da probaš. Ne? Vem, da je z lešniki že neka, ampak... Vse z lešniki tak je v osnovi. No, Nutelle. ampak z delčki lešniki. Ok. Ampak ja, drugače pa si ta čas lahko narediš tako, da si namažeš arašidovo maslo pa Nutello prek. Recimo, ja, Pa lahko imaš probaš pa. ko Snickers na toastu, kar recimo. Ja, hvala lepa. Ja, Anja. prosim. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.